To, da ta Norvežan omenja Slovensko nacionalno stranko v svojem manifestu, je pravzaprav posledica raznih pisanj, dopisov in pa sporočil, ki jih je Liberalna demokracija Slovenije v preteklih letih pošiljala naokrog po svetu, po evropskih strankah in tudi po kakšnih političnih forumih, češ, da je Slovenska nacionalna stranka fašistična stranka in podobno. Seveda se te zadeve potem upisujejo in ostanejo. Poleg tega je treba vedeti, da to ni šele od zdaj, kajti Liberalna demokracija Slovenije z podpisi Jožefa Školča, Mileta Šetinca in pa Božiča, oni so vložili zahtevo, da se Slovenska nacionalna stranka prepove. Niso uspeli. Prav tako, še predtem so pa na sodišče dali zahtevo, da se mene zapre zaradi tega, ker sem se v času naše osamosvojitvene vojne boril proti Jugoslovanski ljudski armadi. No, tudi to jim ni uspelo. Ampak ta kontinuiteta se vleče od leta 1992 do zdaj praktično in gospoda je pač dosegla to, kar je dosegla. Vpis v nek manifest, kar pravzaprav ne pomeni nič posebnega in mislim, da bi bolj potrebno bilo, če se že govori o tem, kdo, kaj, zakaj, da bi obdelali gospoda Drnovška, ki je bil najboljši prijatelj z Hajderjem in je celo večkrat bil pri njemu na počitnicah kar za kakšen teden ali 10 dni. Skratka, to je tisto, kar se je za vprašati. Slovenska nacionalna stranka je nacionalna stranka in ni nacionalistična stranka. Tako kot je tudi televizija nacionalna televizija in ne nacionalistična televizija in kot je nacionalna finančna banka nacionalna, ne pa nacionalistična finančna banka. Pa konec koncev tudi Nacionalna banka Slovenije ni nacionalistična, ampak je nacionalna.